In že smo prišli skoraj do konca. Ponovno se nam bo oglasil dr. Dejan Valentinčič z bližnjo, ne njemu bolj bližnjo, ampak bližnjo tematiko, nekaj podobnega, kot je apliciral vodoma v tem panelu za Avstralijo. Se pomaknemo na bližnje slovensko-severno sosedstvo in sicer bo Dejan, ki je tudi velik strokovnjak za koroške Slovence, koroške rojake, nam bo predstavil poročanje o Jožetu Pučniku s strani 3 slovenskih tednikov na avstrijskem Koroškem. Dejan, beseda je tvoja. Ja, Renato, hvala lepa. Ti me vedno čisto preveč prijazno napoveduješ, to ni lepo. Hrdo pa tudi ne. Pri tem imam tudi en PowerPoint, če bom uspel vzpostaviti. No, lejte, mogoče ta čas, ko se stvar vklaplja, bi sam to povedal. Seveda vprašanje odziva, pa recimo prisotnosti osamosvojitve, demokracijskih procesov in osamosvojitve Slovenije med koroškimi Slovenci je že dobro popisano. To je bilo že kar nekaj napisano, tudi analizirano, stvari so poznane. Torej, namen te predstavitve danes in naslednjega članka za zbornik je predvsem osvetliti lik dr. Jožeta Pučnika med koroškimi Slovenci, torej koliko je bil Jože Pučnik prisoten med koroškimi Slovenci, koliko je nekako bil tam prepoznan kot eden ključnih osamosvojiteljev. In mogoče tako, da podam kar eno poanto, ki jo potem ne bo zaključna poanta za začetek. Torej, o tem malo kasneje z 2 kolegicama smo to delali, 3 časopise pa nekako sodobnike smo povprašali in preden smo se lotili analize časopisov, torej smo nekaj najvidnejših koroških Slovencev v tistem obdobju povprašali o Jožetu Pučniku in vsi so zatrjevali, da ga ne osebno poznajo in da se ne spomnijo, da bi on kdajkoli bil na Koroškem. Ampak potem, ko smo mi šli malo analizirati časopise, smo ugotovili, da je človeški spomin ena zelo varljiva stvar in da so 3 desetletja očitno kar veliko in so te stvari ušle. Namreč zaznali smo vsaj 4 Pučnikove obiske na Koroškem. Ampak zanimivo pa je, da tisti, ki so takrat bili najbolj aktivni v strukturah, nekako niso več tako se tega spominjali po 3 desetletjih. Torej, mogoče začetek, torej to predstavitev smo pripravili v 3, še kolegici doktorica Pamela Glušič in Mateja Richter, ki jo danes ni tako, ni tukaj. Obe sta torej rojaki tukaj iz Slovenije, ki pa sta si nekako nov dom in novo poklicno pot našli v Celovcu. Pamela Glušič je predavateljica na Visoki pedagoški akademiji, kjer se izobražujejo bodoči dvojezični učitelji v dvojezičnih ljudskih šolah. Mateja Richter pa je glavna urednica časopisa tednika Nedelja, torej slovenskega tednika na Koroškem. Torej, analizirali smo 3 časopise, slovenske časopise, ki so takrat na Koroškem izhajali. Prvi je Nedelja, torej za katerega sem omenil, da je Mateja Richter danes glavna urednica. To je časopis, ki danes še izhaja in se svojimi 95, skoraj 96 leti tudi nekako šteje kot najstarejši slovenski časopis na svetu. Ostala 2 časopisa danes ne obstajata več, torej Naš tednik, ki je deloval v okviru kako bi rekli, Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze, torej tega dela manjšine mogoče, ki je malo manj z naklonjenostjo gledal ta slovenski sistem do osamosvojitve, medtem ko je Vestnik izhajal v okviru Zveze slovenskih organizacij. Ta 2 časopisa sta se na to leta 2003 združila v enoten časopis Novice, ki še danes deluje. No, lejte, zdaj po eni strani je tako kooperacija, da smo to stvar pripravili v 3, tudi zelo dobrodošla z vidika pluralnosti pogledov. Tako da recimo ena izmed kolegic mi je uvod tega prispevka napisala: Koroški Slovenci so brez dvoma bili zelo tesno povezani z demokracijskimi procesi v Sloveniji in jih navdušeno podpirali. Ko sem jaz najprej odpiral te časopise, sem bil kar malo presenečen. Torej je bila moja ocena tako malo drugačna kot njena. Namreč zanimivo je, da se o dogajanju začne poročati Naš tednik, predvsem z afero JBTZ, Nedelja pa Vestnik pa še celo kasneje, medtem ko recimo 57. številka Nove revije recimo gre mimo Koroške brez kakih posebnih omemb.
No in tudi kasneje, če pogledamo celotno to obdobje, neka zanimiva stvar, ki bi jo izpostavil, pa spet kot rečeno, to je različnost ocen, recimo kolegica je napisala, da je bilo ta vez zelo tesna, kar me je malo presenetilo tudi mogoče, da pri nobenem od teh treh časopisov, po moji oceni, ne bi zaznal neke zelo konstantne, sistematične, redne obveščenosti. Torej, ni nekako nobeno od treh tednikov čutil poslanstvo, da, recimo, da tedensko poroča, kaj je novega, ampak tako, recimo, da nekako sporadično predstavi trenutno stanje in dogajanje. Ampak kot rečeno, tukaj se da tudi stvari drugače razumeti. No in druga stvar, kjer tudi recimo bi rekel, da je moče ta pluralizem pogledov zelo dobrodošel, je recimo, ko sem bral članek koroška zgodovina Avguština Maleja o dogajanju v času osamosvajanja, recimo on pravi, da sta imela, torej obe krovni organizaciji, Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, diferenciran odnos do dogajanj v Jugoslaviji. Sprva niti ena, niti druga organizacija ni računala za spadom skupne države. Lahko pa rečemo, da je bila koroška desnica gotovo bolj zavzeta za osamosvojitev in za spremembe v Sloveniji, levica pa je bila pod avstrijskim vplivom dosti manj euforična. Jaz, ko sem prebral te časopise, sem dobil malo drugačen vtis. Namreč, da sta presenetljivo recimo oba tednika, torej politična tednika, Nedelja je seveda cerkveni tednik, zavzela dokaj sorodna stališča, tudi nekako poročali, recimo, ni nekih velikih razlik po moji oceni. Tudi recimo take zanimive stvari, recimo, da ima Jože Pučnik prej intervju v Vestiku kot v našem tedniku, recimo, da ima Cilij Ribičič dvostranski intervju že zgodaj v našem tedniku in tako naprej. No, toliko mogoče par za začetek teh misli, potem preden bi predstavil sam, torej, kaj točno se v teh časopisih nahaja, mogoče sam še par širših stavkov o tem, kar sem rekel, da je že zelo dobro poznano in opisano, torej koroški Slovenci in ta slovenska politična pomlad. Torej, enako kot sem rekel za avstralske Slovence, bi lahko rekel tudi za koroške Slovence, seveda ti načini delovanja so bili v različnih skupnostih zelo sorodni, torej simbolično podpiranje, poskuš vplivanja na oblasti in pa seveda zbiranje finančnih sredstev. Ko govorimo o finančnih sredstvih recimo z vidika, recimo z strani Koroške, govorimo recimo o dveh akcijah. Ena je bila v času vojne, takrat se je tudi precej zbiralo materialne potrebščine za torej, te prizadete od vojne, ampak zanimivo je, da je bila tudi druga akcija pa v času teh velikih poplav, ki so takrat prizadele Slovenijo, takrat recimo so se koroški Slovenci zelo angažirali in tudi precej sredstev zbrali. To je ena taka stvar, ki jo vsekakor velja omeniti. Druga stvar, ki jo velja omeniti kot neko posebnost recimo znotraj recimo Koroške, je, da seveda takrat se je povsod po svetu iskalo neke Slovence po svetu, ki so imeli bodisi neke nominalno visoke pozicije in bi preko tega torej lahko vplivali na kakšne tuje vlade, ali pa ljudi, ki niso imeli teh pozicij, ampak so bili torej neformalno vplivni. Nekako tisti, ki je pa nekako bil najbolj formalno imel neko funkcijo in se nekako bil pripravljen izpostaviti, je bil Karel Smole, ki je bil med leti 86 in 90 zvezni poslanec na Dunaju, kot predsednik Koroške enotne liste je bil v kooperaciji z Zeleno alternativo izvoljen v zvezni parlament in torej, ko je nekako Demos iskal ta prva recimo mednarodna neke stike, je tukaj bil, seveda je Karel Smole zelo veliko pomagal, kajti ni samo, da je on bil torej dunajski poslanec, bil je tudi član parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, torej je poznal tudi veliko parlamentarnih kolegov po drugih evropskih državah in preko tega tudi širše lahko pomagal. Na to, ko mu je pa jeseni leta 90 končal mandat torej deževnozborskega poslanca, zvezdna poslanca, prej seveda tega ni mogel, pa ga je tudi Demosova vlada imenovala za vodjo urada slovenske vlade na Dunaju in pooblaščenega zastopnika. Torej, temu bi seveda lahko rekli, če bi seveda takrat bila država, bi to bil veleposlanik, ampak seveda opravljal to vlogo veleposlanika nepriznane države, seveda zastojn in v tem tudi z nekaj celo lastnega premoženja s tem zastavil in v tem času je Smole opravil kar 421 sestankov. In seveda spet, ko govorimo, da je on zastopal na Dunaju, seveda spet Dunaj ni samo avstrijska prestolnica, ampak je tudi seveda sedež številnih pomembnih mednarodnih organizacij,
eden sedež OZN, sedež Organizacije za varnost sodelovanja v Evropi in tako naprej. Recimo, kot rečeno, takrat se je iskalo vse take vplivne ljudi slovenskega rodu, recimo tudi kakšne kongresnike, senatorje v drugih državah Amerike, na katere smo še danes ponosni, ki pa ni nujno, da so pokazali takšen angažma in takšno pripravljenost. Torej, Karel Smole se je brez dvoma med vsemi tako najbolj izpostavil. No in moče v tem zaključek prvega dela, seveda poleg vseh takih materialnih politične podpore, je gotovo bila pomembna tudi moralna podpora in številne simbolne geste in recimo kot simbolne geste ne posebej omenim eno tako, ki je jaz mislim, da je posebej pomenljiva, namreč na večer razglasitve rezultatov plebiscita, ko se je to pričakalo v Cankarjevem domu, so takrat predstavniki iniciative Slovenščina naš jezik prinesli v Cankarjev dom repliko Knežjega kamna. V njihovem imenu je takrat govoril Hanzi Tomažič, urednik Nedelje, ampak to je tako zelo zanimivo sporočilo, zelo drzno, recimo marsikakšen zgodovinar bi seveda bi se lahko čez to obregnil, ampak seveda pomembna je tudi simbolika. In takrat namreč, torej citat, z najlepšimi željami Sloveniji se veselimo uspešnega izida zgodovinskega plebiscita in pa naprej s tem predajamo zgodovinsko slovensko državnost iz rok koroških Slovencev v roke nastajajoče države Slovenije. Je taka seveda zelo smela in zanimiva izjava. No, če se torej zdaj nekoliko bolj osredotočimo na te 3 časopise in pa na vlogo dr. Pučnika, torej kot rečeno, na začetku mogoče niti ne opažamo toliko rednega poročanja. V našem tedniku potem se predvsem pojavljajo številni komentarji Jožeta Vakovnika in pa Janka Kulmeša leta 1988 o aferi JBTZ, takrat začela ta stvar prodirati. Na to pa leta 1999 je Nedelja, torej cerkveni časopis, začel za serijo Slovenska pomlad. In to je bila redna serija, ki je imela na to tudi svoj logotip. Tukaj vidimo in mogoče je potem Nedelja, ker ni že ažurno o tem poročanju, potem nekako poskušala za nazaj to nadoknaditi in je potem preko te serije Slovenska pomlad in potem logotipom v številnih številkah so na to torej objavili številne članke, recimo najprej bil objavljen pogovor z Petrom Kovačičem kot predstavnikom krščansko-socialnega gibanja, v naslednji številki prispevek je napisal Lojze Peterle in tako naprej in takrat nekako torej predstavljajo dogajanje in te nove iniciative, ki se takrat v Sloveniji pojavljajo. Zdaj, zanimivo je, recimo v Nedelji imata nekako največ pozornosti, torej kasnejši slovenski krščanski demokrati, pa tudi Slovenska kmečka zveza je precej prisotna. Zdaj, po eni strani seveda lahko to pripišemo seveda tudi neki seveda torej bom rekel idejnemu nekako sorodstvu, torej obe krščanske stranki, ampak po drugi strani pa recimo, če sem prej govoril recimo, kateri slovenski politiki so bili prisotni najbolj med avstralskimi Slovenci, recimo med koroškimi Slovenci zagotovo politik, ki je bil največ prisoten, največ na terenu je bil Lojze Peterle. Recimo, on je že, kar človek zelo težko si predstavlja, kako zelo pogosto mu je uspelo priti, torej zelo veliko je bil prisoten tudi v času, ko je bil predsednik vlade, kar je danes razvidno iz časopisov, pa ne nazadnje tudi se to mislim, da je tako že širša znana zgodba, da on je že pred osamosvojitvijo vsako poletje kolesaril po Koroški, potem tudi, ko je bil predsednik vlade, se ni želel temu odpovedati in so varnostniki z njim kolesarili po Koroški na počitnicah in tako naprej. Torej, on je sedaj imel osebne stike in zato je bil tudi verjetno največkrat povabljen in posledično tudi o njem se je največ poročalo, sploh v Nedelji. No, recimo, poleg Nedelje, recimo, zanimiva stvar je recimo precej pozornosti naš tednik na to leta 90 omenja dogajanje v Romuniji in takrat tako nekako preko Romunije zelo zapeljejo na Slovenijo. In tako rečejo, kako so dogodki v Romuniji do nedavnega še bratski socialistični republiki, kjer pa je bil Trinok trmoglavljen, tudi slovenske komuniste vodi na pot v parlamentarno demokracijo. In recimo potem v naslednji številki poročajo o okrogli mizi Slovenske demokratske zveze in univerzitetne konference ZSMS-ja in avtor pravi, da nažalost zaenkrat delujejo torej odcepitev le retorični bav.
Zanimivo potem v naslednji številki dvostranski intervju z Cilijem Ribičičem, ampak recimo takrat pa tudi Rudi Volk, kot zunanji sodelavec temeljito predstavi Demos, vse izmed strank in naslov tega članka je V skupnosti je moč. Potem seveda se v letu 90 že bližamo prvim volitvam, tako da recimo na številki 4 nedelje, torej to je 4. številka konec januarja, recimo imamo na naslovnici Ivana Omana, ki je fotografiran v hlevu med svojim delom in je tam opravljen intervju. Nadalje pa tudi pišejo, da je v Demos vključenih 5 strank in nekako orišajo lik dr. Jožeta Pučnika kot predsednika Demosa in tudi opišejo tako njegovo zaprtost, disidentstvo, kot te, katere so ključne ideje, ki jih Demos in s tem dr. Pučnik zagovarjajo. Kot že prej rečeno, je zanimivo, takrat recimo je bil v našem tedniku intervju s Cilijem Ribičičem, medtem ko v Vestniku je bil prej intervju z Pučnikom kot v našem tedniku in recimo tukaj v Vestniku recimo zelo nekako analitično predstavijo vse ideje od Pučnika, njegova stališča in tako naprej. Velika pozornost recimo zanimivo gospodarskim vprašanjem in pa možnosti notranje političnega sodelovanja z komunisti. Recimo, če je Željko prej rekel, da recimo da v Zagrebu podarijo možnost koalicije, recimo tukaj dr. Pučnik ne vidi možnosti sodelovanja z Zvezo komunistov oziroma socialistično zvezo po volitvah, vsekakor pa se mu zdi takšno nadstrankarsko zunanje sodelovanje nujno pri reševanju statusa Slovenije v Jugoslaviji. Ob koncu intervjuja pa se je dr. Pučnik izrazil tudi svoje mnenje o zahodni demokraciji, ki je ne idealizira in zato niti ne želi, da se v celoti prenese na slovenski prostor, pač pa meni, da bomo Slovenci morali sami izoblikovati nek svoj bodoči sistem in ga vkolikor je mogoče izboljšati. Torej, v tem času, ko je torej Vestnik objavil ta intervju za Pučnikom, recimo naš tednik poroča o strankah, ki so takrat se predstavljali za volitve in za Pučnika piše, da je na lastni koži občutil grozote ječ in tiranije, med drugim več let prebil v samici. No, potem pa lahko že preidemo na prvi obisk Jožeta Pučnika na Koroškem, ki se je zgodil in o tem poročata tako naš Glas kot Vestnik 16. februarja in to je bil prvi obisk, kjer so pa skupaj v imenu Demosa v gosteh bili pri Koroški enotni listi Jože Pučnik, Lojze Peterle, Marjan Podobnik, Janez Janša in Jože Gošnik. Jože Gošnik je seveda verjetno najmanj poznan v javnosti kot predstavnik Zelenih. No in avtor članka pravi, da je bil obisk v javnosti zelo odmeven. Aha, potem je pa verjetno bilo v članku napaka, ja. Torej, pravi, da je bil v javnosti zelo odmeven in da se je Demos predstavil kot resnična alternativa trenutno vladajočemu režimu. In potem naslovnici sledita še strani 2 in 3, kjer je vsebinski povzetek pogovorov in je posebej izpostavljeno, da Demos želi uvesti ministrstvo za zadeve Slovencev po svetu. In zanimivo, recimo, torej, to je bilo sredi februarja, na to konec februarja naš tednik poroča, da Milan Kučan temu ni naklonjen in da je pri predstavitvi pri Zvezi slovenske organizacije dejal, da ne bo za zamejce pristojen parlament. No, potem 6. aprila, torej prav na volilni dan, v Vestniku izide članek z osrednjo temo prve slovenske demokratične volitve z večstrankarskim političnim sistemom. In potem se tam analizirajo tudi, kakšne so možnosti zmage dr. Pučnika, ampak pravijo, da je nekako v članku pa je najbolj izpostavljen ta predlog politične rehabilitacije dr. Pučnika strani Zveze komunistov in pravijo, da to je bilo veliko presenečenje za Demos, ki jo je sprejel z zgražanjem, medtem ko je dr. Pučnik svojo rehabilitacijo prepustil sodišču. To dogajanje je nekoliko razgibalo sicer precej mirno predvolilno kampanjo. No, mogoče še malo tukaj, sem malo na PowerPointa pozabil, so predvsem fotografije teh člankov bistvene, tako da mogoče malo dam naprej še, da kakšna torej za malo si ogledati. V redu, no, zanimivo, volilni dan je v našem tedniku poimenovan Dolga noč slovenske demokracije. In
pravijo, da seveda je Demos dobil nad 50% in tako se vračajo v središče politike tisti, ki so bili iz nje izrijeni skoraj pol stoletja, se so k zmagi opozicijska bloka prispevali bistven delež Slovenski krščanski demokrati ter Slovenska kmečka zveza. Naslednja stvar, ki nekako v obeh časopisih, tako Vestniku kot našem tedniku, na to že teden kasneje dobi precej pozornosti, je ta najava kazenskega postopka proti Pučniku, ki je takrat v Beogradu vložil sekretariat za ljudsko obrambo zaradi blatenja ugleda države in v našem tedniku pravijo, a tudi ta vojska bo morala spoznati, da je vlak stalinizma odpeljal in je napočil čas demokratičnih volitev po vsej Jugoslaviji. Na to v letu 90 je Pučnik še enkrat obiskal našo severno sosedo, takrat sicer ne Koroško, ampak Dunaj, in sicer na obisku je bil pri takratnem kanclerju Vranickemu. To srečanje pa mu je uredil slovenski poslanec na Dunaju Karel Smole, ki je bil tudi takrat prisoten. Zanimivo pa je, da je takrat to upadalo s tem, da se je takrat na obisk v Ljubljano najavil takratni koroški državni general Jrk Hajder, ki je bil najprej tudi nekako, mu je bilo napovedano, da bo sprejet, na to pa je slovenska vlada odpovedala Hajderjev obisk, ker je pa takrat, torej malo prej, Smole kot državnozborski poslanec uspel, torej po domače urediti, da bi Slovenci dobili dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu in je takrat Hajder, seveda to je protipravno, torej zavrnil uredbo, s katero je bila ta dvojezična trgovska akademija ustanovljena, zato so Hajderju odrekli dobrodošlico in takrat v našem tedniku avtor pohvali to in pravi, nova slovenska vlada, za razliko od prejšnjih, jemlje vprašanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem dosledno resno. Torej, to je bilo avgusta leta 90, na to pa se Pučnik ne pojavlja več v našem tedniku do konca leta. Naslednjič, ko recimo je prav ime Pučnika bolj prisotno, je bilo že januarja leta 91, ko je bil Pučnik spet, torej tretjič, na obisku v Avstriji, drugič na Koroškem. O tem se je takrat poročalo in takrat je bil s predsednikom koroških socialnih demokratov tudi na skupni tiskovni konferenci in takrat bolj kot to vprašanje, torej Demosa, osamosvojitve, je bilo to vprašanje torej sodelovanja socialne demokracije. Oba se zavzamete za tesno sodelovanje med deželo in Slovenijo in posebej socialnih demokratov, ampak zanimivo, kaj januarja 91 Pučnik reče v Celovcu. Slovenski socialdemokrati bomo vztrajali, da se jedrska elektrarna Krško zapre leta 1995. Hkrati pa zanimivo članek navaja, da je bilo v tem srečanju manjšinsko vprašanje bolj obrobno, da je pa Pučnik dejal, da je meni, da je glede manjšinskega vprašanja politika majhnih korakov dolgoročno bolj smiselna. Hkrati pa potem tudi dejal, da se bo zatem srečal z vodstvoma obeh manjšinskih organizacij in da je potrebno v Sloveniji še bolj intenzivno seznanjati slovensko javnost s problemi slovenskih manjšin v zamejstvu, da je tematika premalo poznana, torej tisto, kar tudi še danes ugotavljamo. Počasi preidem k koncu, mogoče še to, da potem naslednji obisk Pučnika je na Koroškem 29. marca in takrat obišče klub slovenskih občinskih odbornikov, torej vse občinske svetnike, ki so izvoljeni na Koroškem in se prepoznajo v tej formaciji. In zatem je tudi Pučnik predaval na Globaškem kulturnem tednu, torej v Globasnici, občini, ki jo danes vodi slovenski župan. In takrat je Pučnik poudaril pomen samostojnega zastopstva in dejal, da bodo slovenski občinski odborniki združeni v klubu slovenskih občinskih odbornikov v prihodnje pomemben pogovorni partner v vseh stikih Republike Slovenije s Koroško in Avstrijo. Povedal je tudi, da si Demos znotraj vlade prizadeva, da bi v okviru nove slovenske ustave dobili svoj sedež v parlamentu tudi zamejski Slovenci. In da Demos predeva parlament, ki pa ne je bil povezan torej mandat, ki pa ne je bil povezan z glasovalno pravico. Torej poslanca brez glasovalnih pravic za Demosa. O tem je bilo za zamejce, o tem je bilo takrat torej govora v Globasnici.
No, zanimiva stvar, ni povezana s Pučnikom, ampak jo vendarle omenim, mogoče tudi malo v kontekstu včerajšnjega, torej tukaj panelov. Ena stvar, ki je v koroških treh medijih imela konstantno zelo veliko pozornost, je bila ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa. Takrat je bila tudi ta avstrijska veja zelo močna, o tem so redno poročali, iz besedil se nekako je jasno, da se je to polagalo veliko upanje, zato je nekako zelo trpko besedilo članka v 26. številki našega tednika, to je bilo 3. julija 92, ko poroča drugi strani, da je konferenca za Slovenijo da je pred razsulom. In pravijo, da je organizacija, ki naj bi Slovence združevala ne glede na različnosti, dejansko te v zadnjem času močno razcepila. Kot krivko za to pa navajajo Spomenko Hribar, ki je plemeniti idej sprave, ki jo je celo sama promovirala, zabila noč v hrbet. In takrat so poleg vsebinskih razhajanj opozarjali tudi na domnevne finančne nepravilnosti v času njenega predsedovanja slovenski konferenci. Torej, o tem je bilo precej člankov, zatem razcepa pa da to nekako svetovni kongres izgine iz koroških medijev, torej lahko rečemo, da je tudi nekako odpisano, da bo še kaj iz tega. Torej, kot vidite, smo že pri letu 92, kajti po tem 29. marcu se na to Pučnik vedno manj pojavlja v koroških medijih. Dejansko v celotnem letu 92 se pojavi samo še enkrat in to je bilo novembra, ko so predstavljene vse stranke, ki so takrat kandidirale na volitvih in spet poudarjam predvsem take zanimivosti z vidika Koroške, takrat je pač par standardnih vprašanj za vse kandidate in Pučnik med drugim takrat v teh odgovorih napove, da si bo njegova stranka prizadevala za sklenitev bilateralne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zaščiti slovenske narodne manjšine, ker je bile pravice, ki jih daje 7. člen avstrijske državne pogodbe, ohranjene in še nadgrajene. Torej, da bi se nekako takrat znova bilateralno pogodbo nekako šlo preko ADP-ja. Ok, do tega vemo, da na to nikoli ni prišlo. Zanimiva stvar, in kar se tiče zapisov, potem s tem zaključim, da torej potem se Pučnik ne pojavlja praktično več na Koroškem, edina izjema in pomembna izjema pa je leto 94, ko, torej to je ta članek o Svetovnem slovenskem kongresu, ki sem ga prej omenjal. Namreč leta 94 je s Pučnikom opravljen en dokaj torej obsežen intervju v Nedelji, torej to je seveda takrat, ko že tako mine osamosvojitev, mine Demos in tudi mine prva Drnovškova vlada, kjer je bil Pučnik podpredsednik. In torej, kot vidite, naslov članka je: Ni nam uspelo urediti odnosa do preteklosti, ampak tudi znotraj članka, recimo, kar nekaj takih zelo zanimivih misli. Tako da recimo zanimivo že prvo vprašanje intervjuju, namreč Hanzi Tomaž sprašuje, kaj je Slovenijo. Saj skoraj ne mine teden, da ne bi prišlo do večjega ali manjšega škandala, zato smo mnogi Slovenci doma, pa tudi po svetu, zaskrbljeni. In takrat mu Pučnik odgovori, da je Slovenijo na splošno pravzaprav vse v redu, težave pa se začnejo, če se spustimo v podrobnejšo analizo. In citiram: Ni nam uspelo ustvariti ustrezne diskontinuitete s prejšnjim režimom, še vedno niso postavljeni mehanizmi pravne države, ni uspela reforma institucij, kako so sodstvo, bančništvo, deloma tudi univerze, ni nam uspelo urediti odnosa do preteklosti, niti v pravnem, niti v moralnem, niti v socialnem pogledu. In lahko bi rekli, kaj pa 30 let kasneje. Ampak zanimivo, na to tudi Pučnik nadalje poudari, da ob vseh teh negativnih stvareh pa je tudi vrsta pozitivnih in da smo na pravi poti, samo pot je težavna. In mogoče še eno zanimivost, torej eno vprašanje je bilo tudi, zakaj Demos ni hotel ali ni mogel v času vladanja bolj odločno pretrgati s preteklim režimom. In Pučnik odgovori, da zaradi nekaterih svojih sestavnih delov nikoli ni imel politične moči spremeniti strukturo in se jasno priti do prejšnjega režima. Na zunaj smo kar nekaj časa skrivali našo notranjo nemoč. In je Pučnik to v intervjuju dejal tudi, da je Demos razpadel, ko je Slovenija dosegla mednarodno priznanje, proces razkrojevanja pa se je začel že prej. Tako naj bi že nekaj mesecev po volitvah imeli na eni strani vlado, na drugi strani pa svet Demosa in pravi, svet Demosa je sprejemal sklepe,
ki pa jih nihče ni izvrševal. In tukaj potem posebej omeni, ali naj se gre v plebiscit skupaj ali sam Demos, in pa zakon o državljanstvu, recimo to sta dve taki stvari, kjer je svet Demos imel eno stališče, vlada je na to pač izvedla drugače. In zato je bila trpka njegova ocena v intervjuju: zame takratna vlada ni bila več naša vlada. Tako kot predsednik Demosa, takrat kot predsednik Demosa s to oceno nisem mogel v javnost. In tudi tukaj bi lahko rekel recimo ene take zelo jasne, odročne, direktne misli, ki verjetno jih je bilo, čeprav samo čez karavanke, nekako lažje reči kot pa doma. In preden zaključim, dovolite samo še dve stvari. Torej, ko smo spraševali njegove sodobnike o obiskih na Koroškem, torej nekako niso bili več v spominu, vendarle pa tukaj dve zanimivi zgodbi, ki jih velja omeniti. Namreč prvi na fotografiji je Karl Smole, torej takratni zvezni poslanec, že večkrat omenjen, in on potem, ko ni bil več poslanec, ko je bil torej vodja urada slovenske vlade na Dunaju, se je spominjal, da je takrat bil na sestanku pri Pučniku in je obljubil svojo podporo, da bi se socialdemokratsko stranko uvrstilo v to socialistično internacionalo. In je rekel, da je takrat bil pri Hansu Fischerju na Dunaju, ki je bil takrat predsednik parlamenta avstrijskega in tudi predsednik te internacionale, in je bila stvar dogovorjena. Na to pa je srečanje z Fischerjem želel tudi Milan Kučan in je Kučan takrat poudaril, da želi imeti srečanje brez Karla Smoleja. In Karl Smole je rekel, jaz sem predstavnik slovenske vlade, brez mene ne more biti srečanja. In dejansko mu je takrat bil priznan status veleposlanika in je bil na uradnem srečanju skupaj. In on pravi, da v tej fazi je potem že nekako videl, da je ta koncept zelo blizu tudi Fischerju. Torej, da so bivše komunistične stranke preveč močne, imajo preveč zaledja, da jih bi pustili zunaj, in da čeprav takrat, ko je bil on poleg, ta stvar ni bila še dogovorjena, ampak je že imel občutek, da res stvar v to smer, in na to, da sta pa zvečer šla Fischer in Kučan na neformalno večerjo, ker pa seveda ni bila uradna, pa ni bilo nujno, da bi bil on zraven, in on misli, da je takrat bila stvar dogovorjena. No, in drugo stvar, ki jo velja še omeniti, tukaj imamo še na fotografiji na sredini Bernarda Sadovnika, danes župana Globasnice in pa predsednika skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, in desno Janka Kulmeša, znanega koroškega novinarja, ki sta bila oba zelo aktivna v začetku 90-ih v Koroški notni listi in v klubu slovenskih občinskih odbornikov. In spet ena taka stvar, recimo, kjer smo dobili prvo informacijo, pa potem potrebno še nekako na tem riskovati. Namreč takrat so se ob enem njihovem obisku v Ljubljani dogovorili, da so oni v okviru enotne liste izvedli izobraževanje za Socialdemokratsko stranko Slovenije o tem, kako deluje lokalna samouprava v Avstriji. In to naj bi potem tudi bil ta izvir, da je potem še dolgo se štelo enotno listo za pobrateno stranko SDS-a in recimo številna leta, ko je Slovenska demokratska stranka imela kongrese, so pozdravili tako predstavniki enotne liste, kot tudi nazadnje slovenske skupnosti iz Trsta. To pa se je zdaj v zadnjih letih nekoliko pretrgalo, tako da tudi zanimiva stvar, o kateri bi se lahko razpredali, zakaj je temu tako. Torej, toliko o prisotnosti dr. Jožeta Pučnika med koroškimi Slovenci. Hvala lepa. Hvala dr. Dejanu Valentinčiču za zadnji predstavljen referat. S srcem predstavljam. Dejan to preučuje skoraj vsakodnevno. S tem smo zaključili naš uradni del simpozija.